The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ali snemamo? Ja, si zigar, da tebi dela. Ja. Tako da je malo čudno, ampak prejšnji teden, da kabli so naročeni, ne vemo, kdaj pridejo, ampak Odbil sem z katerega konca, pri tebi tako vse bolj dolg cajta traja. evo, Petra me je končno pohvalila, da pri meni traja dolg čas. Sam, jaz to govorim o teh, kdaj kakšna roba pride. No, evo, bomo kar začeli, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes smo s Petro tazga zelo na hiter, pa mogoče bo Petra sploh veliko povedala o Toskani, Strade Bianche so zdaj obiskali, tam so se tudi malo vozili, tako da bo v tem bo šla na konc, na začetku ima par takih tem, ki bo šlo mogoče malo bolj hiter čez. Najprej pa moram Petra nujno vprašati, kako kaj treningi? Ja, zdaj sem imela v Toskano pač te 3 dni malo bolj take proste roke. Mi je Blaž napisal, da si lahko tudi kakšen klanček prvošam, pa mogoče sem si ga malo preveč prvošla, kakšen klanček, ampak ja, danes so malo noge take. Deluješ malo zmatrano, no? Teleče. Ja, sej mi, ko gremo za 3 dni takole, nekam vedno prijem nazaj zmatrano, jaz bi zdaj 3 dni rabila frej. Deluješ slabš, kot je Pogačar zgledal po Strade Bianche. Ja, to so mi že danes rekli in jaz se tudi isto tako počutam, pa tudi sem zelo ranjena, sam nimam teh ran takih, kam on, ampak imam drugačne rane. Ja. Dobar. Tudi stres pušča posledice. Kaj smo imela pa ti stresa tam? Je že bilo to težko gledati njega, ki je padel. Pa tam smo bili na piaci del Campo, smo stali, par tavžent ljudi v smrtni tišini stoji, pa gleda, kaj bo, mislim, što je to težko. Pa ko vidiš, da je vse v redu. Model se je tako hiter pobral. Ja, sej mi smo pol hiter od veselja na zdravo. Dobro, evo, bo v tem pol na konc. Zwift Akademijo si pogledala? Sem, ja, tako malo na hiter sicer sem pogledala, nekako tako, kot je bilo pričakovan, se mi zdi, sploh pri fantih, pa tudi pri puncah na koncu, po teh zadnjih teh effortih, ki so jih delali, ki so imeli tale 8-minutni, kjer se res en tak FTP potem pokaže nekako, je bila itak tale Emily, najboljša iz Avstralije, tako da pa tudi mislim, da je zelo še mlada, da jim bo lahko res nekaj dala. Ja, pa meni je bilo tudi zelo všeč, da so v bistvu povedali, da je tudi im je važen, kako se zlije z ekipo, ne? In ona je imela pa res tak karakter, tako sonček, Ja, taka simpatična. Ja, in sem rekel... Čeprav so bile punce vse tako neproblematične, ne vem, no. Ja, mislim, tam se je videl, da Matija je nek poseben karakter. Ja. In to je tudi meni čuden, da bi tazga sploh... Ne vem, zakaj ga vabijo nazaj. povabiti, Ne vem, ko so ga že lansko, jaz sem bolj spremljala, se pravi, zaradi Laure lani in je bil že lani ta Matija zelo tako izpostavljen, da je zelo težak karakter in da si tazga pač ne bi noben želel v ekipi. Ne vem, pač neki, ne vem. Ja, mogoče je res tako dober bil, ne vem. Ne. Tako da v bistvu ta Zwift Akademija se je zaključila, spet imajo nove finaliste, mogoče se mi zdi, da je punca bolj perspektivna za dolgoročno gledanko, kar fant, da mogoče bomo pa še kje videli vozati. Tudi ta 5,3 vate na kilo je vozila, v bistvu pa ne vem, 19 let je stara. 17. A 17 celo. A je celo 17. Ja. No. Se meni se zdi. Mislim, vem, da je bila najmlajša, no, med njimi in mislim, ja, glih je končala maturo, tako da zdaj ne vem, koliko je to pri njih staro, ampak tako da verjetno bi mogoče bi lahko še kje jo videli. Ja, pa čestitke še naši Tjaši, ki je isto bila tam, se je pokazali, da je kar orang trmasta, da grize do konca. Ja, pa tudi se gleda, da se je videl, da je res mogla biti od začetka nekaj bolana, ker je v bistvu napredvala, ona je šla naprej s temi dnevi, je izboljšvala v bistvu rezultate, tako da škoda, ne. Mogoče bi bilo čez 14 dni še boljši rezultat lahko. Vprašanje, če mislim, da bi prišla toliko naprej, kakor je Emily vozila. Ja, to vprašanje, ampak vseeno je bila, bi pa mogoče bila bližje jim, no, vseeno. Jaz sem si kle zapisal Tirreno Adriatico, Pariz-Nica, na Tirreno Adriatico gre, mislim, da Pidcock, pol je Van der Poel, ki mu bo Gliver pomagal, ga bo imel v ekipi, pol so pa še od ostalih favoritov, Carapaz, Hili, Bilbao, Gadu,
Ciccone, Hindley, Landa, Mezgec je isto v ekipi, pol imamo Novak, Oyte Brooks, Vos, Yates, Doman. pol je pa kle, tudi za Pariz-Nico sem si največ zapisal teh UAE kolesarjev, ki je Ayuso, Yates, Novak pa Del Toro. Tako imajo Aha, res Novak je spet še na ekipo. Pariz-Nico, sem mislila, da Ne, aha. na Tirreno Na Tirreno Adriatico, ja. Imajo res ekipo, tako, na papirju je UAE daleč najmočnejša. Vse oni imajo zdaj te 3 fante nekako, ali pa 104, ne, Ayuso, Almeida, Yates, Pogačar, ki so vsi sposobni zmagati in potem imajo še 3-4 pomagače, take res veste, sploh če poslušaš, ne. Sivakov je že tam zmagal, ne? No, sam zdaj so to pač te večdnevne, ja, tudi mogoče. Zdaj, čim se začnejo malo klanci, so mogoče bolj te izpostavljeni. Tako da, ja, bomo videli. Ne vem, pri Tirreno Adriatico mislim, da je samo ena, ki je taka res malo bolj, ki je težka etapa, druge so pa take malo bolj mogoče tudi za kakšne klasike dobro odpeljajo. Tudi zelo v redu. Tako da bo zanimiv, kdo Ja, čeprav bo v bistvu- ponavadi je zmaga vedno Tirreno Adriatico klancar, ne. Ja, če greš gledat če nazaj. bo tja klanc gor, Ja, mislim, en govorimo dosti od je en etap, klanc, pa je, ja. ena taka, ki je, Ja, ja. sicer se jih je dosti takih, ki imajo klanc, pa se pa gor še malo vozijo, pa se zaključ, mislim, dosti takih, ena vem, da je tudi taka. Tako da ja, bo definitivno zanimiv za pogled, on so začeli z kronometrom, tako da ja. Ja, zdajle vozijo, Ne vem, sem a imaš videla. ti še kaj v Tirreno Adriatico, jaz Ne, zato ker so to se šele začeli, bo zagledati sigurno, pa zdaj teh največjih akterjev, da Vingegaard je, ne, na Pariz-Nici. na Pariz-Nici, ne. Ja. No, saj pravim, to bo mogoče malo zaspremljati tako bolj kot samo konkurenco. Pariz-Nica ima, se pravi, Jorgensen je pri njih, pa Vingegaard, Pa Kruijswijk. Kruijswijk isto, ja, pol je pa pri UAE Ja. ekipi je Almeida, McNulty, Sivakov, pa Narvaez, pol je še Skelmoze, Vlasov, O'Connor je mogoče tudi še zanimiv, Arensman, Ja, O'Connorja bi bilo Felix fajn Gal, gledati. pol je Buitrago, pa Govekar je še pri Bahrajnu, pa je pa še Ala Filip, pa jaz sem si zapisal kle še Krištofa, zato ker lovi 100. zmago in Da se bo potrudil, da bo ja. kakšno od šprintov. ja, eno mislim, ne vem, a eno je 2 letos je že dobil, in je zdaj na, mislim, da 98 ali koliko. Tako da mora še 2 mora zmagati, da pride do 100 No, dobro, si zmag. bo že najdel v celi sezoni en Tako šprint, da- 2. No, vse vem, da je težko, ampak mogoče si pol izbereš tako dirko, da je In malo tle lažje. na Pariz-Nici je pa, če sem jaz prav gledal, v četrtek mislim, da je gorska, pol je ena bolj ravninska, pa so pa tako 2 ali 3 zaporedoma spet take divje etape, tako da kle, če kdorkoli drug razen res tako Vingegaard, Jorgensen, pol tam mogoče Almeida, Jorgensen mislim, da ne O'Connor. more teh, lahko pa Vingegaard, ja. mislim. Jorgensen ga bo edin potegnil lahko naprej, pa. Ja, številko 1 v ekipi ima Jorgensen, ne, tako da Ja, se zdaj zna smo že zgoditi. videli, da te številke niso več pomembne, Ni nič. več, kot je bilo včasih. Te številke so zgleda tudi malo odvisne od kakšnih financ ali ne vem česa vsega, tako da tukaj tudi Roglič ni imel številke 1, pa na tem Algraveju pa si vemo, da je bil sigurno on kapetana, ne. Zdaj zakaj, mogoče si malo tudi izberejo po kakšnih srečah ali pa nesrečah ali pa da si jim kakšne številke jim kaj prinašajo sreče in pol tudi tako, a ne. Včasih je pa tako veljal kao, ja, da je bil prvi, ne, ampak tudi že Pogačar ni imel enke, ne. Tako Tako da. da ta teden spet, evo, cel teden dirke, vsak dan. Jaz tako Tako bo da bo zdaj, kar a ne, pestro. mislim, da kar do konca oktobra. Mislim, se meni Ja, je super. tako da se ne bo zmanjkalo teme za debatirati. Tako da ja. Strade Bianche, vsi smo gledali, jaz sem prišel glih lepo s kolesa, sem imel eno razpeljavico in sem že vmes poslušal ženske, ki so vozile in je bilo že tam tako do zadnjega V bistvu je klanca. bilo še bolj spektakularno, Ja. ne, tako kot ponavadi je tudi no, pri ženskah. Ja. Ženska je bila, ja, je bila zanimiva, sam ajde, poje Demi.
Ja, tukaj zdaj ne vem, koliko ti veš, ampak one dve sta v bistvu večne tekmice, a ne, Van der Breggen pa Demi Vollering sta prej vozile v istem timu in eden od ozadij je tudi, zaradi katerega ne bi tudi Demi Vollering odšla, glih zaradi Ane Van der Breggen, ker ona je ena od krivk, ki bi jih lahko to dal nekam, da je lani izgubila oziroma ni bila uspešna na turu. Skupaj sta bile v isti ekipi, Vollering in Van der Breggen. Van der Breggen je bila lani DS. Se pravi, ni vozila, ampak ona je bila v pokoju, pa je bila njena športna direktorica lani. Ne, ti si pa zdaj zamešal Van der Breggen pa... Tako so govorili na Eurošportu cel cajt. Da je ona prišla iz upokojitve nazaj. Jaz mislim, da so njihova športna direktorica ni bila Van der Breggen, ampak... Mislim, tako so na Eurošportu, jaz ženskega res kolesarstva nisem toliko spremljal, ampak na Eurošportu so prav rekli, da je prišla iz upokojitve nazaj in da je imela še vse njene podatke na Training Peaksu dolg časa, da je bila še vedno logirana in kaj trenirala že v bistvu za novo sezono, je še vedno dobivala... Da je še lahko spremljala. Ja, veš, to pa nisem resnici, ampak mislim, da je tudi Van der Breggen lani vozilo, no, z njo, ne vem. Ja, bila je, pač skupaj so trenirale, pa to ni pa dirkala, ker je bila športna direktorica. Blesta, ja, dobro, mogoče je, da je to sam, v glavnem, one dve sta bile res tukaj ene dve take, sam, če bi bilo to tako, pa mora biti tale Van der Breggen že kar bolj v letih biti. Ja, bi znal biti, ja. No, tako da so imeli na Eurošportu so kar ene parkrat umenili. Ja, mi smo bili takrat že na terenu, tako da smo v bistvu sam spremljali bolj ta zaključek. Mislim, meni je bilo še sploh... A ženske ste tudi gledali? Na trasi jih nismo videli, zaradi tega, ker smo bili mečkam bolj pozni. Preden smo prišli do tega odseka, kjer smo mi gledali, tako da tudi nismo pol hoteli neki hiteti pa divjati, pa smo si res vzeli čas in smo tam počakali potem moški del, tako da ja. Okay. Ne, tako, za pogledati pa to je bilo zanimivo, sami tak smo vsi komi čakali desce, mislim, da sem začel gledati glihta mene 90 km do konca, je bila grupa že toliko mejhna, da sem gledal, in UAE glih takrat, ko sem začel, ne vem, od 80 do 90 do konca in po moje nisem gledal par minut, ko se je že začel. Ja, mi smo bili v bistvu bolj v samem začetku, a ne v eden prvih sektorjev smo stali na kar taki dobri lokaciji, kjer je bilo malo vzpončka, potem je prišel pa spust v oster uvink in so mogli fajn se ustaviti, kar fajn zabremzati in tako da smo jih res lahko zelo dobro videli, zelo blizu videli. Nekaj moraš omeniti, nagradno igro. Ja, točno. A si gledal, kaj? Jaz nisem pogledal. Ja, eden je uganil direkt. Direkt, tako je ta prvi. Je ta drugi. Mislim pač, da je bil prvi, ki je odgovoril. A si zapomnil ime? Ne, nisem, ampak ga bova najdla. Pa... Tist, ki je v prejšnjem, se pravi, ki je komentar napisal, da sem pojedel 10 krofov, to drži. Tako da, evo. A ti je kaj neroden? Pa ne, ker so bili unita mejhni. Ja, mejhni. Pa ga ni bilo več. Pa še direkt po bajku sem prišel in itak je bilo... Tako da ja, evo, tist, gospod, gospa, gospodič, karkoli, ki je napisal 10 krofov, evo, 2 bidona sta tvoja, dobiš jih v velobaru, tako da se v glas smem, kadarkoli boš imel možnost, te bosta čakala. Mislim pa, da je bil drugi komentar od vseh. Sem bil kar presenečen v bistvu, da ste... Ja, se glede komentarjev ful. Da sta ta prve dva, ta prvi je napisal 9, pa ta drugi je bil že 10, sem bil tako, kaj vi veste? Ja, očitno si bil zgledal tako, da si jih pojedel 10. Sej, itak imam še skozi take široke polovere, pa to gor je še bolj špol. Skratka, greva nazaj na dirko. No, in je napadel, v bistvu je Pidcock skočil, pol je Pogačar skočil in sem bil prav vesel, da sva napovedala nekaj, kar se je pol dejansko res zgodil, da mu je v bistvu sam Pidcock lahko sledil. Pol pa padec, a veš, že sem ga gledal kar parkrat. Ja, sej mislim, da smo ga vsi gledali velikrat. Kako mu je zadan kolo najprej zdrsnil, pol pa spreden. To je tudi Mersat rekel, ampak
Zdaj lahko bi bila kakšna varianta, da je kakšen kamenček bil na cesti, da je kaj povozil, ne? Da je bila kakšna manjša stvar in da je bilo kaj tazga, pa da ga je to spodnesel in da je takrat v bistvu pol mogoče kaj zabremzil in da ga je pol še sprednja. Zdaj tukaj to verjetno se v takem posnetku vprašanja, če se lahko to vidi. Verjetno bi se dal tudi najdeti, ne? Če je kaj povozil ali... On sam je do izjavo, da je prehiter prepelil, a ne? V sam ovink. Sam meni je sam čuden, ko da mu je zadnjega spodnes. Sam to mi je tako... Če bi zapelil na neki, a ne? Ali pa na kakšen listek, ali pa na neko stvar, pa kar dober je nagnil. Zdaj, to je edin, recimo, kar bi lahko. A povem še, kaj se je meni zgodil. Kaj se je pa tebi zgodil? A si tudi spadil? Ne jaz. Grmovje. Ok, poslušajte zdaj to. Jaz sem delal intervale v soboto. Delam intervale, zadnjega naredim tja proti v Trebalev gor, se začnem dol spuščati, gotov sem bil. 70 km sem imel vse skup na konc. Jaz sem bil tako gotov, sem se po Besanci dol vozil po moje 35. Pa šel včeraj 100 km. Včeraj sem se počutil vrhunsko, nima veze. Povem to zgodbo. Jaz se furam dol, tam glihka se zavije levo na Javor, ko se spuščaš dol, kaj te strm del. No, pa imaš tako taken mal daljši levo vinkac je, nive na obeh stranih, pa je pa en potoček. No, jaz tam grem, me glih en z motorjem prahti. Jaz ga pa gledam in ga čim bolj ven nese. Zapele na bankino, ga zmontera, zapele še v nivo, pač tja na travnik dol, tako jaz sem že mislil, da best, rešil se bo. 2-3 metre, pa brzino je kar imel, po moje še, ne vem. Pa to je bil tak cesten motor pač. 50, ne, enduro, pač ne, ena frčefela. Potovalen. Ja. In pa ga sam vidiš ga, ko mu spodnese, ga vrže, 3 salte naredi, direkt v potok, ta zadnjo salto. Itak, jaz sem se takoj ustavil, en z avtom se je tudi gospod takoj ustavil, po moje, da je bil tako na vide, sem mislil, da je skoraj zihar nek motorist, iz avtov pridejo ven, gospod pride iz potoka ven, sko ste v redu, ker pač, ker zgledali je res, to je direkt tako pred mano. In se pobere, kri mu je tekla, pol se je motor pobral, vso robo, ki se je imel raztrančirano tam po travniku, smo mu pobrali. Pa se kaj klicali, kakšnega rešilca? Ne, sem mu rekel, če se kaj pokliče, sam je bil tako, dokaj ok, videl se, da je bil malo zbegan, bili smo tam, 15 minut, da se vse zrihtal, pa je pa rekel, da lahko gremo, da si on sam še en čik pržgal, preden gre naprej, pa je rekel, da je itak doma v polju, tako da... V polju je doma, ja. No, skratka, je bilo in čist tako, jaz sem bil, ko sem to videl direkt pred sabo. In to je tudi prehiter prepelil, ne pač. Ja, sam je tam je bila glih tako senčka in mogoče je bilo še, ne vem, zdaj ne spomnim se to, da je bilo še malo vlažen, ampak pač glih tako, a veš, ko imaš tak daljši uvink, ne, in te sam ven nese. In ko je šel na makadam, ko sem jaz to videl, jaz sem še zdaj ga imam pred očmi, pa ko moj kletko malo kri tekla, sem sam, ok, upam, da je vse v redu. Ampak moram pa reči, da še to, ko sem šla odpeljati v nedelo, ne, v soboto sem bil gotov, sem rekel, ni šans, da mogel sem pa iti odpeljati čez 100, ne. In jaz tako, noč, da sem šel glih na obisk do mame pa do tete smo šli, sem rekel, daj naredi mlečen riž, sem pojedel po moje 200 gramov riža fiks, če ne še več. Tako 2 sklede ta velike. Če to, ki jaz pojem 200 gramov riža. No, pa še naslednji dan sem si za zajtrk spet naredil. Jaz sem se furil, v Štrica se vozila skoraj cel cajt s temu, ko sva šla. Ni bilo noben, pač tako so se pogovarjala, ampak imela so pa vate po moje poprečni, ne vem koliko so bili, ampak vsakeč, ko sem na števc pogledal, se mi zdelo, da kaže 250 do 300. In do Jezerskega sva imela skoraj 30 povprečno, malo manj, se to zdaj za une, ki ste navoženi, ja vem, da ni veliko, ampak to je veliko meni. Za ene, ki nismo... Zakaj? Do vrh z Jezerskega 30 povprečno. Pa so šla dol in na koncu sem imel skoraj 31 povprečno, ko sem prišel nazaj in sem bil čist presenečen. Jaz sem se na koncu še vedno vozil z, ne vem, 250 vati, ko sem bil kar ok, v
v redu, danes se dobro počutim. Ampak če ne bi imel skin repair gela, pa še moji kreme, jaz ni šans, da bi ta teden šel lahko na bike. Ker če se ne bi s tem mazal, ni šans. Ja, jaz nimam pač teh težav, ker sem na kolesu skozi nariti, tako da ja, ampak sigurno je pa hrana najbolj pomembna, ne, da se, mislim, hrana pa spanc. Se to je... Se spal sem tudi dober, sem 8-9 ur. Ja, se tudi to je, ne, to je eno z drugim. Tako da ja. Ajde, grejo nazaj strati Bianke. No, skratka, napovedala sva prav, tudi noben mu ni prišel v 1 minuto zaostanka, tako da je bilo tudi to nekaj, kar so v redu. Je pa zanimiv, koliko je to po moje izmed najbolj zahtevnih klasik, ker so koliko prvih, se sploh ne vem, 5 sem zihar, da jih je prišlo posamezno v cilj, a veš, ka prejšnja leta se tako prvi prišel sam, pa sta bila 2 zadnji, 3, kukorkoli. Ja, letos jih je tudi zelo malo prišlo v cilj, mislim, da jih je 90 samo končala, ne, pa če jih cirka 180, 160, koliko jih štarta, ne vem, 170 recimo, no. Tako da je bila očitno res zahtevna, pa težka. Ali se pa toliko te hitrosti, ne vem, bilo je pacov ogromno, no. Tudi zdaj se kar dosto v teh pacih. Najhitrejša. Sej mogoče, pa posledično, da je tudi jasno, če je tako, je potem tudi, ker jaz moram reči, da vseeno se pripeljejo potem v Makedamo, ne glih ta ovin, ko smo jih mi gledali, vse kle so zbremzali, pa nekaj grejo previdno, pa to polka potegnejo, to leti, to se peljejo, ne vem, 40 na uro po Makedamo, čistko, brez... Kako bi se pelali po asfaltu mi, no. Tako da to je kar, moram reči, da tudi punce, no. Ko gledam malo te posnetke zdaj, so tudi se pelale, vidiš, nekih se jih razbije, ena skoči čez drugo, čez tam se zaleti. Tako da ja, je kar. Čak sej, mislim, pri ženskah je bilo kar nekaj pacov isto. Ja, tudi so bile... Na koncu, ko sem začel gledati, je bilo tako, peloton je bilo 20 kolesark. Ja, nisem gledala, koliko je punc končala, ampak najverjetneje statistika približno ista, one imajo glih toliko manj kilometrov, da se pač potem to vse nekako poklop, one se vozijo neke 3 ure, dobre pa pol, tako da je vse malo krajši, ampak že pač tukaj zdaj najbolj to Nijevje domo kaže, no, kaj je padla ta lanska zmagovalka tura, ona je res cela popraskana, ne, ona ima celo stran pobrano, pa tukaj pa po obrazu, ne. Ja, taka kar dobra slikca, no. Jaz sem vam pokazala, so si danes fantje kar očala dal gor vsi. Prav gogi tako očala, vam potegne pa si za gor. Nobeni gledal ni hran. A Mersadu si je pokazala slikca? Ja, sem jo, ampak Mersad rekel, boga, to se je pa fajn razbilo. Ne, malo je čuden. Dobar? Ja, ali pa tako pred mano odreagira, ne vem, pa vedem, ne, bi lahko drugače, ker sem že jaz gledala sliko. Da mi povej, kje ste se pa vozili, vi ste že en dan prej ste bili dol, ne? Ja, mi smo tako, moram reči, da sem zdaj že tretjič. A ima še kaj v derki, tako da ti je bilo zanimivo, koliko je bilo folka, vzdušje? Ja, zdaj sama derka, zdaj če govorim o derki sami, tako jaz bi vsakmu, ki gre prvič gledati Strade Bianche, sigurno svetovala, da se to vzame na tak način, kakor smo si mi, sicer zdaj to že drugič tako vzeli, ampak nam je ta varianta zelo všeč in če tega ne poznaš, je mogoče zdaj kar fajn tole poslušati, kar bom povedala. Zelo fajn je tako, da se gre v bližino Sene, zdaj te prvi sektorji so na južnem delu Sene, recimo ena dobra izhodiščen kraj je kraj Rosija se imenuje, tle je ogromen kraj, kraj ogromen s prostorom, parkirišči, tle se lahko parkira, kolesa se da ven, se zapele 2 sektorja Makedama, sta zelo blizu, verjetno se da še kakšnega najdeti, eden je teh s tem klančkom, vzponom. In se lahko tam na tem Makedamu gleda na makedanskih vseh odsekih, ki se začnejo, posod so ljudje, posod se navija, posod se naberajo. Mi smo recimo 2 leti nazaj na enemu srečali tega bivšega svetovnega prvaka, Čriček so ga klicali, kaj je že, Paolo Bettini je zelo stal z nami. Tako da se tudi na teh odsekih vedno nekaj dogaja. In se tukaj pogleda ta odsek, lahko se potem tukaj naredi okoli te vasi, so zelo lepe trase tudi za kolesariti, potem naprej po asfaltu. Mi smo naredili recimo dobrih 30 km, eno tako čisto razpeljavo smo imeli eno kot recovery varianta.
nazaj kolesa v avto in se preoblekali v civil in z avtom v Seno, 15 km je do Sene. Sena ima veliko parkirišč, tako da se takrat, mi smo bili že 2 ure v bistvu prej preden je Pogačar prišel v cilj, smo parkirali. Eno super lokacijo smo dobili, zelo blizu avtobusov smo bili vseh teh ekip. In smo šli potem peš, 800 metrov smo imeli peš do Piazze Campo in smo tam v bistvu potem čakali. Gor tam je ogromen platen, pano, televizija v velikosti enega bloka, res ogromna zadeva. In muska je ves čas, dogaja se, otroci imajo neke igre, vozijo v cilj, se pravi, skozi napoveduje, ta komentator napoveduje, tako da ki je Pogačar padel, je bilo to res smrtna tišina na celi pijaci. Mi smo gledali tako, to je bilo v bistvu, ta padac je bil hiter, ne? Vitek, preden je polka se je pobral, smo šele, ne, kva je padel, ne, ni padel. Ja, mislim, res je bilo, takole smo se vsi držali za usta, gledali, čakali, to je bilo. Tako da ja, pa smo bili v bistvu teh zadnjih 50 km, mi smo v njih prišli dobro na ta trg v Seno in smo potem čakali cilj. Jaz sem se zelo dobro prerinila, sem bila 10 metrov do cilja od spredi, tam so bili Italijani, so tako, ja, Slovenci, so imeli slovenske zastave, so mi oni razprostrli, so držali slovensko zastavo, si Pogačar, si je best, a Pantani best, pa so oni res Italijani, se Pantani, sem sam, da so mi drž tam zastavo, gremo. In je res tako, da je bilo ful dobro. In smo ga videli od blizu. Pol ure smo čakali, kar je ne pol ure, dobre pol ure, da so ga celega pokrpali pa poflajštrali, ampak je prišel pol tako prav presenečena sem bila, da je prišel dobre volje, nasmejan, nič ni izgledal, da ga kaj boli, res da je bil ful, vse si videl, ne, kaj je imel pod dresom, po moje so ga celega polepali, ne, kaj je izgledal tak kot Terminator, ampak vrhunsko. Pa smo pa še malo posedeli v Seni. Čeprav, kaj dajo intervju, se mu je videl, da je bil kar zmatran, je bil vse, če drugega ne, eno je po svetovnem tukaj. No, sej mi tudi imeli smo nekako željo do avtobusa, mi smo videli, kje je avtobus njegov, ne, tako da smo imeli željo nekako priti do avtobusa pa ga iti pozdraviti, pa tam, pa smo pa rekli, glede na to, v kakšnem stanju je vse to, dajmo namo za tja hodili, pa težili, pa se drli, pa ne vem kva, vse ga bomo že še kaj imeli priložnost srečati pa videti. Tako da smo se pol malo zasidrali tam v Seno, tako da smo bili. Ampak je to dobra varianta, ker na tej Piazzi Campo lahko res doživiš te Strade Bianche, tam jih doživiš na terenu, kle pa potem ta cilj, ki je spektakularen, ker ne vem, če še res je spektakularen, ker prideš v ta star mesto noter, dogaja se, pijača, hrana, vsega je dosta in to je res pač cel dogodek, no. Zastavce se talajo, ma ni danino, res dogaja se ves čas. Tako da je to pač luštan in dobro rekli, da je sama podelitev je, tudi prvič, ko smo bili, je bila veliko hitrejši, no, se bi bila verjetno tudi tako, ampak edini še to bi v dirki sami, da še zaključiva s tem Stradem Bianchem, pa pol sam še malo v Toskani povem. Naslednji dan je ta Gran Fondo Strade Bianche, ki je amaterska dirka in je pri nas jo vozila naša Laura Šimenc. Zdaj jaz ne vem, kolikrat je že prej vozila, nam rekla, ampak vem, da je lani bila 3. in pač tako da res dobra uvrstitev, letos je bila pa 2. Tako da in kolikor mi je znano, še to je bila 2, je bila neka gneča noter v mestu, z gledalci je bil nek problem, tako da mislim, da je zaradi tega tudi izgubila prvo mesto, no. Upam, da mi bo ona sama, ki se bo kaj videla, pa mi bo povedala točno, kaj je bilo. Tako da mogoče je bila malo pol razočarana z te strani, ampak drugače pa ja, Laura, čestitamo ti, no. Ja, bravo. Ja, okej, čakaj. Ja, zdaj hodila sem pa malo v Toskani sami, če bi kdo želel iti kolesariti v Toskano, se pravi, meni tudi včasih pišete, kako jaz najdem trase, ker hodimo tudi na lokacije, ki jih ne poznam kolesariti, jasno, se to je najbolj zanimivo, da nekaj odkolesariš, kar ne veš in ne poznaš. In Toskana sama po sebi je zelo malo lahko triki, ena od stvari je zelo pomembna, da si najprej pogledate, kje boste imeli prenočitev, sploh če ste iz specialko, iz navadnim kolesom, ne s kakšnim električnim, da slučajno niste na kakšnem klancu, v kakšni samotni vasici, ker tam znajo biti zelo poceni prenočišča. To pomeni, bi rekel, ne vem, za
da bi šli 4 ljudje, pa da bi dal, ne vem, 50 € na noč za apartma, pa so lahko vrhunski apartmaji z, ne vem, bazeni, pa z ne vem s čem, ampak na koncu pol ugotoviš, da je to na enem klancu, po možnosti še makadam do tja speljan in ti se moraš tja pol voziti nekako ali z avtom dol in tako, ne. Tako da to je ena od stvari, ki treba biti pozoren. Druga je glih te parcele, ta posestva so tudi vsa ponovadi je nek makadam, lahko tudi kilometer, ki pelje do njih. In zdaj, če ste specialko, pa da se ne bi radi vozili po makadamu, je to spet eno stvari, ki je treba preveriti. Druga stvar je, da je res polna klancev in da se na to tudi pripravite, ker praktično nič ravenega ni v Toskani in je treba malo to si vzeti, da tam 30 km boste imeli takoj 600-700 višincev narejenih, tako da to pol si kar pomnožite vsakič na 30, približno tako pride. Res bi pol glih 30 imel dost. Samo pa nič ne vidiš v 30 km, je pa spet ogromen za videti, so te majhne vasice in jaz si tudi tako pogledam, ponavadi te epske, nekako so te epske trase, so na internetu vedno napisane, kaj je tisto za področje, kamor gremo, ne, lahko je Toskana ali pa kje drugje in si to pač nekako izpišem, kaj je tisto, kar bi jaz rada, da tudi vidimo ali pa da se vidi in potem iščem trenutno je Ride GPS, brezplačna aplikacija in na računalniku in na telefonu. Na računalniku se da še malo več iz nje potegniti in se da tam najdeti trase, so brezplačne in brezplačne se GPX-i dol lahko potegnajo in fit datoteke, vse se lahko naloži v razne števce in je res vrhunska zadeva, tudi za risanje makadam gor izčrtkano črto, tako da za recimo Toskano je to zelo primeren, ker hitro si lahko na makadamu. Je pa res, če imate gravel kolo, je pa Toskana sigurno raj za gravel, ker kamorkoli pogledaš, so to kilometri makadama in zelo kvalitetnega makadama, ne, to ni zdaj kamen pa skalovje, ampak je res čisti makadam. Tako da to je ena od stvari, ki mogoče en tak nasvet. Pa še ena stvar je, če ste kolesar, pa malo paste na prehrano, tako kot jaz, je zelo nevaren, ker je ful dobro vse za jesti in ker kamorkoli prideš imajo neke narezke in pršut in ser in vinček in aperol špric in vse to in te premam. Tako da jaz sem, malo sem, kar veliko sem grešila zdaj 3 dni, tako da 3 dni ne grem na vago. Bom šla še tako, mislim, se mogoče ni slabo, ampak lej. Jaz grem na vago enkrat na mesec, 15. v mesecu. Si to še dober? Nazrem enkrat na teden drugače na vago. Da si tako zaključila, ker zdajle 15. pride nov vlog ven, ko bom šel čez, to sem v bistvu tebe hotel malo vprašati, ampak zdajle sem ugotovil, da jaz brez kakšnih določenih vaj, sploh za spodnji del hrbta, a veš, da po moje, da ne bi mogel kolesariti toliko, kar sem si zdajle, ker zdaj sem prejšnji teden sem naredil koliko slabih 300 km in pa 4-krat sem bil na kolesu in če ne bi tega naredil jaz v nedelo zjutraj, jaz 100% ne bi mogel odpeljati teh 100 plus km, ki sem imel. Pa me zanima, a ti tudi te kaj matra na kolesu, tako spodnji del hrbta, nimaš težav? Ne, s tem, hvala Bogu, res lahko rečem, da jaz nikoli nisem imela nekih hudih težav z nekimi takimi bolečinami, ne vem, ali pa koliko je nekaj kar kolen boli ali pa križ. Jaz sem imela bolj take klasične težave, ne vem, mrtvičenje roke, mrtvičenje noge, take zadeve, mogoče vrat, to je zdaj res, vrat me je bolel od nekdaj. Odkar sem bila zadnje na fittingu, mene vrat več ne boli na kolesu. No. Jaz sem imela s tem recimo zgornjim obročem. Za spodnji del je pa res, da že od nekdaj pa zdaj sploh skozi, no, če se le da, jaz delam 2 do 3 na teden še vedno vaje, zdaj sem malo za noge, jih ne delam več, ker mi ne paše, ker sem preveč na kolesu, imam obremenjene noge, ampak delam pa še vedno vaje za zgornji del telesa, se pravi vsaj trebušnjake, sklece, se pravi za hrbtne mišice. Je pa res, da sem tudi začela delati, nekako se to vedno bolj poudarja, zdaj bom videla, ko bomo šli konec meseca v Rabac, pa bom tam tudi malo vprašala te fante, ker so kineziologi, tudi vmes diplomirani in tako orang, da kaj mislijo o teh raztegovalnih vajah, ker vidiš, če si po rajtu so začeli že to tudi na teh socialnih omrežjih,
te pro ekipe kazati, kako se raztegujejo. Ne? Tudi zadnjič, recimo Demi Vollering je kazala stretching after before evening, ne? Recimo in the evening stretching. Ne? To so sicer določeni vaje, sem tudi videla en stretching za kolesarje, to so zelo blagi stretchingi, to ni zdaj stretching, da ti razteguješ mišice, pa da to delaš 1 uro, to so 15-minutni, eden od takih, ki meni ful paše. Je ta čist klasičen metuljček, smo temu rekli, kada daš noge skup, stopala k sebi, noge k sebi, stopala skupaj, stopala čim bolj k sebi, po koncu se usedeš in noge dol kot metuljčka delo. In to mi ful paše za te prepone in za mišice, za kolena, v vsem se mi zdi, da se mi raztegne. Pa zjutraj si vzamem 10 minut časa, čisto vsako jutro pretelovati, da začnem od glave do nog. Eno tako. Mislim, se tukaj bi, kar sem jaz hotel povedati, je, da so določene stretching vaje. Kaj si pa ti delal zjutraj, da si šel na kolo? Se bom povedal, največji problem je bil, da so mi določene stretching vaje ali pa raztegovalne, vse to je isto, so bile prej minus, kukar pa plus. Ja. In sem jih nehal pač delati zaradi tega, ker me je sam še bolj bolel. In zdaj sem šel na, enega sem najdel na YouTubeu, ki prav v bistvu za določeno psoa se reče po angleško, ne vem točno kako je po slovensko, ta zadnji neka pač mišica ali karkoli, tako da bom v vlog bom dal tisti link, pa povedal bom še kere vaje jaz delam, ki so pa restaurativne, se pravi obnavljajoče vaje par jogi, ki je neka aplikacija in grem pa čez une vaje, vsakič so malo mešane in zjutraj naredim tega 10 minut, pa se počutiš čist drugače, kakor takrat, ko pač nič ne narediš. Ja. Tako da, ja, pač vsem, ki imate težavo, no, naslednji vlog bom malo pokazal, upam, da vam bo zanimiv, drugo bo pa bolj, ka ne, moj jamranje, koliko sem slab, koliko nikamor ne gre, pa koliko so vati na kilo pomembni. Ja. Te vati, mislim, da se preveč ne treba obremenjevati, jaz sem tudi mene zdaj le ratal prav lušten se vozati glih zato, ker se lahko dobro pelem. Je pa res, da ja, glih včeraj sva šla še eno vožnjo tam po Toskani, pa se nam je priklopil en Italijan, ki se je videl tudi bil kar natreniran, malo mogoče starejši kaj jaz. In je Mirsad malo zastavil ta klanc od začetka kar konkretno, s konkretnimi vati in sva potem v bistvu nadaljevala pol ta tempo, ker nisva hotela malo pokazati, da sva temu Italijanu glih in potem sem jaz te vate toliko nažgala na konc, da sta tudi Mirsad pa ta Italijan malo prišla par metrov za mano na ta klanček. Bil kar lep, 6,7 km klanc, pa 7 postov povprečen, tako da je bil kar, sem pa moram reči, da držala ta svoj teh 230 vatov ves čas, tako da sem danes, mogoče sem še malo preveč, no, ampak ja. Ja, ne, mislim, jaz moram reči, da zdaj, ker sem bliz teh 1000 kilometrov, ne, včeraj sem glih rekel temu kolegu, ki so vlaskap na kolesu, da se končem počutam tako dober na kolesu. Da zdaj šele tist, veš, da se lahko dol držim brez problema, da grem lahko te bolj aeropoložaje, pa dlje časa držim in da prej tam do 500 kilometrov ni šans, sem bil čist trd. Zdaj se pa tako, da se res dobro počutam in je bilo pač res tako presenečen sem, koliko ta 1000, ki jo narediš, ne, ali pa ki si bliz, koliko je drugač občutek na kolesu, no, tako da vsi, ki še niste, pridite do Jurija, se boste čist drugač počutili. Ja, pa se, kot sva rekla, že 500 kilometrov je že ena taka meja, je spraven, da se začne človek malo boljši pol počutati, ne, ampak zdaj si tole rekel, ne, začetek, mi smo bili zdaj le skup, sta bila z nami, smo bili skupaj še en par, ki sta bila oba dva prvič na kolesu letos. V petek sta bila prvič na kolesu, ne. In moram reči, da v bistvu ima lahko sam čestitam, no, po eni strani, kukar sta bila prvič na kolesu, vse sta nekaj pojamrala, ampak sta še zelo malo jamrala. Jaz mislim, da bi marsikdo drug veliko več pojamral, ona sta res taka trpežna, pa oba dva se vidi, da uživata to in v kolesarjenju in tem, ta vzdušje, že Toskana in vse skupaj ima je bilo ful in te potem to malo manj, ampak sta bila kar bogaja, oba dva, tako da Jaka pa Tanja, svaka ima čas, da sta res
3 dni sta bila na kolesu vsak dan in super. Ja. Ampak treba je pa paziti na rit. A imava to še kaj? Ne, po moje je to. Jaz bi kle sam še dodal, Mersat ima zafilan, tako da tisti, ki hočete v naslednjih 3 tednih poservisirati kolo, probite odpad čim prej. Enega niša bomo še sestavili, all black barva, se pravi spet custom barva, pride, upam, da v sredini tedna do konca tedna, boste videli na našem socialu. Potem bi pa kle še dodal, da vsi, ki ste nabavili čelade v čala, lahko stisnete en review na spletni strani oziroma Google, bom jaz ful vesel. Tisti, ki pa želite sprobati, pridite pa na Ziharlovo 10, si poglejte, pa zdaj bi še za vse, ki želite dobre kolesarske hlače, dodali smo 3 kolesarske hlače na spletno stran, ene so Asset R, se pravi to so kopija Asusovih ekip R hlač, pridejo v začetku aprila, tako da vsi, ki jih boste naročili, sam 20 kosov jih bomo imeli, S, M, L pa XL velikost in probite jih nabaviti do takrat, zaradi tega, ker je zaloga že zelo majhna, pa še v akciji so, se pravi zdaj je, kako se temu reče, Petra, ko začneš pre-sale, se pravi Pred razprodaja. Ja, neki. No, tako da to, pa še Mile GT, se pravi te hlače Asset R bojo imele zadnji hashtag Let's Ride, bojo ženske, bojo pa sam small, pa medium velikost, pa sam 10 jih bo. Pa imamo pa še ene moške, ki bojo pa isto tako, kot so imele prednaročilo. Prednaročilo, to. Bojo imele pa ob strani samo logo, se pravi naš logo, pa so pa iznižene zdaj 145 na 130 evrov. Tako da vsi, ki hočete dobre hlače, zdaj je šansa, lahko pa pač pridete še sem. Zaprobati sicer nekaj je, dobro je pa, če en dan prej pokličete, sam tok, da bo zihar kaj tukaj, da grem iskat. Tako da nič, do naslednjič. Luka Tržan je tisti, ki je odgovoril 10 krofov prvi. Evo, Luka. Tako da najboljš bi bilo, da pride v lokal, če ima cajt, če ne pa napiše, da je skje zelo deleč, ampak mislim. Pridite v lokal, pa še kaj spi, to bo boljše. Tako da čaki runde, so zdaj pa 14 dni stran, ne?